Resnični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se selimo v morje. Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Mala školjka zaupa. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živela mala školjka. Rada se je hvalila svojo zbirko kamnov, ki jih je zbirala v svoji notranjosti. Če si plaval v njeni bližini, se je odprla in ponosno kazala svojo zbirko. Če pa si se hotel dotakniti njenih bleščečih se kamnov, se je zaprla. Svojega zaklada ni hotela deliti z drugimi. Bala se je, da bi ga vzeli ali ga uničili. Zato jih je takrat grdo pogledala, zavpila, naj gredo stran in se zaprla tako silovito, da jih je voda kar odnesla. Vse dni je občudovala in zlagala dragocene kamenčke, a svojega veselja ni imela s kom deliti. Ni imela prijateljev, pa saj jih niti ni potrebovala, vsaj mislila je tako. Nekega dne je daleč od svojega doma opazila nekaj sijočega. Prepričana je bila, da bo dobila še en bleščeči se kamen za svojo zbirko. Dolgo jo je morje neslo, na koncu pa je le prispela na cilj. Res je bil najčudovitejši kamen, kar jih je kdaj videla. Močno si ga je želela dotakniti, si ga od blizu pogledati in preveriti, kako je težek. Kamen pa je že bil zaklad velikanske školjke, ki je v sebi imela še veliko več dragocenosti. Mala školjka jo je občudovala in komaj zbrala pogum, da je pristopila. Velikanska školjka pa je bila zelo prijazna. Z nasmehom je pozdravila novo prijateljico in veselo ugotovila, da imata obe radi posebne kamenčke. S tresočim se glasom je mala školjka prosila, ali lahko pogleda vso to lepoto. Kaj misliš, kaj se je zgodilo? A ji je dovolila? Seveda ji je. Prav zaradi svoje prijaznosti je velikanska školjka imela tako velik zaklad. Vsi njeni prijatelji so iz vsega sveta prinašali čudovite kamne, s katerimi so se lahko potem skupaj igrali. Ona pa jih je varovala, zlagala, včasih pa komu kakšnega tudi podarila. Tako je naredila tudi zdaj. Mala školjka je dobila najlepši kamen, kar jih je kdaj videla. In veš kaj? Pri tem je nekaj ugotovila. Zelo lepo ji je bilo videti nasmeh nove prijateljice. Lepo se ji je bilo z nekom veseliti, se igrati in skupaj občudovati kamenčke. Ni bila več sama. In ni se več bala ostati brez kamnov. Zdaj je vedela, da je prijatelj veliko bolj dragocen od najlepšega zaklada v vsem morju. Če srečaš malo školjko in se boš hotel dotakniti njenih bleščečih se kamnov, se ta ne bo zaprla. Svoj zaklad rada deli, zaupa in ve, da ji ga ne boš vzel ali uničil. Če tudi bi se to zgodilo, bi bila še vedno nasmejana in prijazna. Zdaj ve, da se nasmeh z nasmehom povrne. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč.